Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med nami. Z nami nocoj je Aldo Ninovski. Lepo pozdravljeni, gospod Aldo. Dober večer. Tole, kar so naši gledalci lahko spremljali v uvodnih minutah oddaje, je poroka, vaša poroka s partnerjem. To je nekako novost v Sloveniji, ne? Mislim, da sta tretji par, ki je sklenil zakonsko zvezo. Ali kako se to reče, če se poročita dva moška? Po naši zakonodaji seveda, ne? Všeč mi je, da uporabljate izraz poroka. Nekako se ta izraz kar prijel. Čeprav uradno se imenuje registracija istospolne partnerske skupnosti, ne? In zanimivo je, da ta izraz so nekateri poslanci v parlamentu ravno vztrajali na njem striktno, ravno zaradi tega, ker so bili mnenja, da ljudje nikakor ne bi mogli sprejeti izraza poroka, ker da je pač to rezervirano za heteroseksualno zvezo. Ampak izgledalo je pa povsem skoraj da tako kot poroka, ne? Bila je torta, bil je poljub, prstani. Ja, res je vse, no, čeprav kdor je morda videl prvi par, oziroma če tako rečem, čisto prvi par, to sta bila dva, ki sta se anonimno, ker to zakon pač tudi omogoča, tako da ni šlo v javnost. Torej drugi par, ki pa je bil recimo prvi javni, sta bila Mitja Blažič in Viki Kern. In kdor je gledal njuno registracijo, je res lahko rekel samo registracija. Celo tako so se izjavili, da je pri nekem notarju overitev kupoprodajne pogodbe za avtomobil veliko v lepših prostorih in bolj slovesno, kakor je bila njuna registracija. In to se je zgodilo v prestolnici, ne? Točno tako, ne. Nekdo bi rekel, da ob nekem obrobnem mestu, ne, bo lahko še manj tolerance med ljudmi in tako naprej. Vendar je skazalo se in všeč mi je bilo recimo stavek, ki je bil v enem intervjuju napisan, da je za en dan Laško postalo evropska prestolnica. Torej, vama z Juretom je uspelo nekako narediti poroko tako, kot mora biti. Ja. Sta naletela na razumevanje? Torej, in na razumevanje, in moram reči, bilo je tudi nekaj spletov srečnih okoliščin, ko se temu reče. Namreč do takrat, ko sem videla, se torej prijavila, ker zakon je sicer v veljavi, torej sprejet bil pred enim letom, 23. junija preteklo leto, vendar je stopil še letos v veljavo. Eno leto so imeli pač čas dva ministrstva, da so pripravili zakonodajo, register in tako naprej, ne. No, in tudi od neko je bilo možno vložiti, je bilo potrebno počakati en mesec, zato da je upravna enota zbrala vse dokumentacijo, papirje, preverila, ne, ali je lahko dovoli sklenitev take istospolne partnerske skupnosti. No, in seveda v tem času midva nisem vedela, da je 14 dni pred nama to isto sta vložila v Ljubljani, torej tudi Mitja Blažič in Viki Kern. Zato smo mi nekako v Laškem takrat izhajali iz gledišča, da ni nikogar bilo in da sem bila prva, ne. Tudi zanimivo je bilo, rekel je ta matičar, ja, pravi, meni je samemu hudo, ne vem, kako bomo to speljali, prav, za nas je to nekaj čisto novega, pravi, orali bomo ledino. In jaz rekel, ja, ampak to z globokimi brazdami. No, in dejansko na koncu se je to zgodilo. Čeprav je bil že vse dogovorjeno, bila je poroka dogovorjena nagrado, torej res načelnik je rekel, da ne bojo delali nobene razlike, bo nagrado tako kot v dvorani, kjer imajo heteroseksualne poroke, ob istih dnevih, torej možnost, celo na izbiro sem imela ali zdravilišče Laško, kjer je poročna dvorana, ali nagrado. Vendar sem bila pač odločila za Gradec, reka, lepše je gor na hribčko, bolj romantično, ne? Tako, ne. Ampak zanimivo je bilo, da tisti večer, ko je bilo po televiziji posnetek te registracije od Mitja in Vikija, naslednji dan je takoj zazvonil telefon za upravne enote, takoj sklice in poklicani sestanek, ne, so rekli, ja, čujte, zdaj pa, to je pa čisto nekaj drugega, ne, mi smo si to predstavljali drugače, tako kot sta videla rekla, pa tako kot smo se dogovorili, zdaj pa to nekaj drugega, ne. In seveda so nekako mislili, da je pač tisti vzorec, ki je v Ljubljani, pravilen, ne, in če prestolnica tako naredi, potem že mora tako nekako biti, ne. Ugotovila sva, da so v Ljubljani izhajali iz gledišča, kar ni dovoljeno, je prepovedano. Jaz sem potem tukaj postavil v Laškem na glavo in se rekel, ne, ni res, kar ni prepovedano, je dovoljeno. In seveda na roko nam je šlo tudi tisto, zaradi česar smo potem hoteli to dokazati, mi da drugače ne bi šla, nisem imela namena javne poroke, ampak torej intimno za naju dva, kar je bilo tudi za naju potem in tako presenečen in strošek in vse skupaj, ne predvidema. Ampak se kot dobro, če pa greva, potem pa izkoristimo zdaj te anomalije, nedorečenosti zakona, absurdnost pravilnika za izvajanje, če je tako
bom rekel, slabo napisan, da dopušča in omogoča tako fleksibilnost, da lahko si tolmačiš tako ali drugače, bomo pač šli za maksimalno, kako se lahko mi torej tolmačimo. Ne? In to je potem nastal ta obred. Ne? Če se ne motim, je bilo nekaj časa tudi nekaj težav s smokingom, ne? Ja, zanimivo je bilo, ne, ker seveda to je bilo potem vse na vrat na nos naenkrat. Ne, videla sem prej mislila čisto tako privatno, zasebno, ne bomo nič nekega delala. In pol, ko sva videla, da bo ker so potem na občini rekli, ja, veste, pa že mediji se zanimajo, nas že kličejo, kdaj bo, kje bo, a bo to res nagrado in tako naprej. Pravijo, veste, kaj za nas je pa strah, prav, kaj pa, če bodo prišli kakšni slučajno nasprotniki, homofobi in tako naprej, prav, kako pa zagotoviti varnost, ne, konfiguracija terena je res okoli grada takšna, ne, da bi res lahko se zgredniki v tistem gozdu, kjerkoli skrivali in pravi, in kdo bo to zadovoljil varnost, pravi, mi pa odgovarjamo pri tem protokolu, ko ga izvajamo, ne, upravna enota. Pravi, mi bi to umaknili, ne, bil potem celo podan predlog, da bi se poklicalo policijo in ne bi iz Celja pač povečali število policistov, ki nas bi varovali. A seko mater, seko, da imel pa jaz na tak lep dan na svoj poroko pa več policistov kot pa sorodnikov in vseh ostalih na poroke, seko ne, to pa tudi ne. In smo se potem zedinili pač nekako, da bi bilo to v Laškem. No, takrat so se poskusili potruditi in je tudi upravnik rekel, da se bo dogovoril z županom, da bi imeli to v županovi pisarni, ne. Problem je bil takrat, da so bile to ravno volitve, ne? In takrat, zdaj že lahko rečemo bivšemu županu, ne? Ga je bilo malo strah, da bi morda izgubil volilne glasove, ne? Pa da je bilo pametno, kaj pa če mi predstavili to poroko po volitvah, ne? Potem pa ja, se smo končno turistično mesto, ne? Nadajali so se tudi, da bi bili dobrodošli geji drugod po Sloveniji, ki bi potem denar prenesli v občino Laško, ne? S svojimi porokami, pa še morda v zdravilišču ostali kakšen teden in tako dalje, ne? No, seveda je potem to padlo v vodo in nazadnje prišlo do načelnikove pisarne. Ne? Jaz se kaj zdaj, nazadnje nas boste v WC potisnili ali kam, kje bomo še. Ne? Je rekel, ne, od tega pa ne odstopam. Ne? In se prav, pa hočem, da se sprazne ta pisarna, da bo videti res kot poročna dvorana, tako kot mora biti, ne pa s temi pisarniškimi mizami. Ne? Ampak miza ni šla ven, ne? Ja, ena miza pol ni šla in niso se mogli k vratom postaviti, ker je niso mogli, v bistvu morali bi celo razmontirati, ampak je bila not sestavljena, zlepljena in skratka, tako je malo čudno, ne? Ampak so rekli, dobro, bomo pa rože zrihtali, ne? In so potem res še midva sva bila v petek, ob enih sva šla še v kontrolo te pisarne, ali je tako, in takrat sem še potem neke zemljevide, ki so bili mi nesprejemljivi po stenah, se kot to ne bo na meni kot poročna dvorana, če bodo kamere, ne, bomo to odstranila. Ampak kaj hočem povedati, ko se je to zvedela, da bodo mediji, sva rekla, veš kaj, potem pa se tudi ne mora več kot cigana, tja, ne, konec koncev, če naj bojo videli, v bistvu sicer obleka res ni pomembna, ne, ampak neki zunanji vide, zdaj če hoče ustvariti pa poroko, potem morajo pač biti neki te atributi, ne, in sva naročila smokinga pri Neckermannu, jaz zase črnega, z črnimi čevlji, belo srajco in črno leseno kravato, njima pa ravno nasprotne, yin in yang, ne. Ampak naj potem nekaj dni prej pokličejo, da v skladišču žal teh velikosti v tej barvi ni, če lahko predstavimo poroko, ne. Jaz se zdaj ne moramo, komaj smo se zborili na občini, kaj vprašanje, kaj bo takrat na upravni enoti, da bomo še dosegli iste pogoje in tako naprej, ker bi bilo treba to vlogo potem umakniti, izdati odločbo, da se ne sklene, potem ponovno vlogo in vprašanje, kako bo takrat, neč gre, pač tako in potem se je začelo tekanje za oblekami, za srajcami, kravatnimi iglami in vsem živim. Ampak se je šlo, ne? Se je, no. Omenili ste že svate na poroki, kdo vse so prišli? No, nagrada je bilo to mišljeno mečkan bolj, torej za vsemi sorodniki. Skratka, tukaj recimo tudi po posnetkih ste lahko videli, ne, po fotografijah, da je to le načelnika pisarna toliko majhna, da smo komaj stisnili te novinarje, recimo celo, ko je prišel Matičar, rekel, ja, mi to morali dati prostor, da mi jaz lahko nekaj opravil obred, ne. Tako da v bistvu niti ne bi bilo prostora. Drugo, kar pa je, zgoraj je bilo mišljeno torej v privatnem, torej v našem krogu in takrat bi ne bil problem. Tukaj pa se mi je zdelo, da glede na možne odzive okolice ali pa drugih ljudi, da je nepošteno, da potisnem sorodnike torej v ta medijski pomp ali morda celo linč, ker takrat nismo vedeli, kakšne bodo reakcije in sem jih hotel tukaj zaščititi. Zato smo rekli, pač ne bodo prisotni. Dobro, nekateri so bili, vendar niso bili prisotni za oko medijev. Kaj pa potem je bila kakšna zabava? Ja, imeli smo potem poročno kosilo v gostišču. Zanimivo je tudi tukaj bilo pri tem dogovoru. Jaz, ko sem prišel k tej torej lastnici gostišča,
sem povedal, če imajo tukaj pač običajno tudi poročna kosila in tako naprej slavijo. Ja, rekel, seveda imamo, torej bi bilo možno, ja, prav za kateri datum, povem 14. Ja, je rekla, bi bilo, pravi, sicer 14. je en rojstni dan, ima ena družina, prav starejši par, prav, ampak to je šele zvečer ob 6. Prav tako, da do takrat smo mi že spokali, ne. Pa pravi, ja, v redu, no, veste kaj, zdaj pa vidim, tako, načelno ste pripravljeni, ampak jaz moram kljub temu informacijo podati, da ne bo bilo potem problema, bi rekel, ja, tega pa nismo vedeli, je pa za nas nespremljivo, ne. Tu bo moški par, ki se bo poročil. A tako? Pa je to pri nas možno? Ja, zgleda, da je, tu bo, to soboto bo tu poroka, se bo ta dva moška poročila in zdaj sem sprašal vprašati, če bomo, ja, reka, čute, za nas so ravno tako ljudje, ravno tako gosti, pravi, to nas ne moti, ne. Potem pa pravi, ja, kaj pa glede torte pa tega, ne, ker imamo to navado, da naročimo, vendar bi želel, da sta na tej torti dva fanta, torej dva moža, ne. Ja, je rekla, bomo mi to naročili. Zanimivo je bilo, da v soboto zjutraj, ko še pokličem, ne, potrditev, mi ona reče, veste, zdaj pa en problem nastal, ne, jaz se kaj? Ja, pravi, ta družina si je premislila, so rekli, da je prepozno, ob 6. zvečer bi imeli ob 1. Mi smo imeli pa dogovorjeno ob 12. kosilo, ne. Prav, a vas bo to motilo, mene ne, ampak problem je, če ne bo njih motilo, ne, ste njim vi povedali, kakšna poroka bo to, ja, jaz sem povedala, da bo poroka, ne, ja, ampak kakšna, ja, prav vse, ona dva veta, nima sem tako malo okrog povedala, ne. Jaz lejte, veste, to morate vi poklicati, konkretno povedati, kaj pa veste, morda pa njihovi obiskovalci, ki bodo tukaj, ne, pa ne bodo recimo to sprejemali, ne bi jaz rad, da bi potem nazadnje pa izpadlo, ne vem kako, ali za njih in za nas potem neprijetno, ker konec koncev se vsi hočemo veseliti, ne. Ja, rekla bom, jaz to rekel, no, sicer pa se, če hočete, greste pa lahko kam drugam, ne. Ja, zdaj se mi spomnite, zjutraj ob 8, zdaj pa ne grem drugam, če ob 12 mora biti kosilo. Ne, tako kot smo se dogovorili, zdaj pa vi zagotovite, kakor bo pa bo, ne. Pa preka, ja, pa še en problem je, ja, kaj, ja, pravi torta, prav v celem Celju, vse zlečarne, kjer smo klicali, prav vsi so vedeli, zakaj se gre, kakor sem rekla, da bi rabila fanta, a to je za poroko v Laškem, ne. Pravi, ja, pravi, ampak nihče ni znal, so rekli, da lahko samo odreže, pa potem rok ne bo, ne. No in potem na zadnje, kot ste videli na sliki, ne, so rešitev našli, da so dali dva bela golobčka. No, zanimivo, ne? No, vi ste bili že enkrat prej poročeni, tudi k tem se bova vrnila, ampak rad bi nekaj izvedel o vašem življenju. Kolikor vem, tudi v tele knjigi, tudi o tem bova potem malce več spregovorili, to je vaša knjiga Poleti v svobodo, ste zapisali, da ste otrok, eden izmed 13 otrok, očeta, ki se mi zdi, da ni slovenskega rodu. Ja, oče ni. Pa da ste bili na nek način prodani za neke zelenjave, ne? Ja, no, torej, tako kot tudi v tej knjigi, v kamenčkih iz moje življenjske poti, kjer je napisano, rodil sem se torej resnično tako kot piše, venčko nanizanih ribčkov, ki se imenuje Gorjane, razprostirajo se od Podsrede, to je na Štajerskem, blizu Kozjega, in se razprostirajo nad Kozjem, torej skozi do Koprivnice, torej že do blizu Sanovega. Torej, to so res majčkeni hribčki, tukaj so bile majhne hiške, torej brez elektrike, brez vode in tako naprej. Dejansko se je ta del Kozjanskega je bil skozi nekako kot nerazvito področje na Slovenskem. Malo so se potem, dvignili po tistem katastrofalnem potresu, ko so začele novogradnje. No in tukaj je tudi naša družina, kjer je bil, torej živeli so doma moj star oče in mama. Mama je potem imela enega nezakonskega sina in seveda tako malo bila potem težje poročljiva v tistih časih, ne, kot samohranilka, no, takrat so jih pač rekli drugače imenovali, ne. No, potem je spoznala svojega moža, ampak torej pač življenje prinese svoje, bile so tlake, dnine, dela po kmetijah, seveda ob tako težkem delu so v teh krajih tudi nekateri malo več popili, ne, in potem so imeli bolj široko srce tudi za ljubezen, ne, in je še kakšen našel prostor zraven poleg moža, ne. Tako da nas je pač otrok nekaj več, seveda ob kozarčku, rekel tako je tudi in ob tem, da ni bilo včasih zaščite, prezervativov in tako naprej, je pač bil naravni prirastek otrok in seveda je tudi bila pa velika umrljivost, ne.
In tako da 13 nas je ostalo, pol bratov in pol sester. Jaz sem se torej rodil v Lisnici, v Vinskem hramu, na eni dnini, ko je mama kopala v Goricah. Me je odnesla domov in seveda dala poleg drugih, ker je bila revščina, v majhni hiški je bila samo 2 postelje. Pojedli so tiste svinje, ki so jih imeli in zdrli te korita. Tukaj so pač potem bolj preročno je bilo, manjše kot kakšna zibelka, dali otroka in pod posteljo. Seveda, ker ni bilo možno preživeti toliko lačnih ust, so se odločili, da bodo otroke dali v rejo, ne. In tako se je tudi ena družina iz Polane, to je pri Lesičnem, torej Pilštan Lesična, odločila, ker niso imeli svojih otrok, da bi enega vzeli. In ko so prišli k nam, je oče potegnil to korito ven, pa več korit in rekel, izberite si, katerega boste, ne. Ta gospa pozneje mi je prav rekla, ko sem se mi počutila, kot da sem prišla res v svinjak, in mi reče, da si pa izberite, katerega prašička boste vzeli, ne. No, in ob tem, ko so vlekli ven, sem jaz zajokal, se začel dreti, vpit, ne bil najbolj glasen, pa rekla, no pa ne bo ta, ko je najbolj glasen, ne. Gospa je rekla, slekla sva do golega, oblekla v svoje cunje, ki sva jih prinesla samo, otroška oblačila, no in takrat je potem mati dejala, no je rekla, pa da vam bi dobro strilo, ne. Rekla, ravno tako kot prašič, ne dobro grata, ne. Zraste, no, oče pa takrat pripomni rekel, ja, ampak nekaj boste pa lahko dali za njega, prav vsaj 2 kile fižola, prav pa kako zeljno glavo pa lahko date, da bojo za druge, ne. In je potem gospod rekel, ja, prav, bomo dali, ampak ne za otroka, ker ga ne kupujem, prav, ampak zato, ker nimate, ne. Ampak dejansko iz strani staršev pa lahko rečem, torej v bistvu, da sem bil kot prodan, ne. Dejansko. No, ti me tudi potem niso mogli imeti, ker so potem dobili 2 svoje hčerke in ko sta se odločila, sta rekla, sej ne bomo mogli imeti tako radi verjetno tega otroka in da ne bo otrok čutil te razlike, da imamo svoje otroke bolj radi, so se odločili, da me dajo. Ne. V bistvu spomnim se tistega odhoda, ja, da so me z enim belim fičakom peljali kot nekje, se ne spomnim ničesar. Vem samo, da me je bilo, ko so me pripeljali v kraj Kozje, to je bil torej trg takrat, bilo je pa torej ob Božiču, moralo je biti ob Božiču, jaz torej točno ne vem, kdaj so me pripeljali, ker se ne spominjam. V glavnem, bilo je takrat okrašena, drevesa, lučke in tam, ker sem pač prej živel, tega ni bilo, ker si bilo torej na vasi. In tudi ta starejša gospa, ki sem bil v prvi družini, je vedno govorila, da če pa ne bom priden, ne, bojo prišli pa hudiči po mene, ne, in me bodo odpeljali v peko in tam bo samo ogenj in luči in svetloba in tako naprej, ne. In ko so mene peljali v Kozje, jaz sem tako jokal, tako bil prestrašen, ko sem videl tiste smreke osvetljene sredi noči, ne, sem bil prepričan, da me peljejo v pekel. Žal ni bilo daleč od resnice, ker vzela sta me 2 starejša človeka, ki sta bila že stara takrat okoli 60, morda celo preko 60 let. Brez otrok. Brez otrok, ja. On je bil, torej mislil biti duhovnik, žal to mu ni bilo možno dano, ker me oče umrl. Ta gospa je bila pa tudi, bom rekel tako, živela je po različnih krajih, nazadnje je bila pri kralju Petru, to sem še torej celo tudi slike videl, v Beogradu, tam je doživela bombardiranje, napad na Jugoslavijo, 41. leta vrnila se je bosa in gola, ker je imela pač opravljala tam najstarejšo obrt, seveda tudi potem je tukaj moža dobila, ne. Ta lokalni župnik je potem nekako jih spravil skupaj in rekel, morda je pa to vloga, pravi, da je Bog dal, da rešite neko dušo in seveda sta se potem zadala tako, ko sta tudi sama postala, torej lahko rečem mirne duše, fanatično verna, torej v bistvu, pa ne da bi jih obsojal. Najbolj, mislim rekel, paradoksno je to, da sta v bistvu v najboljši veri, da delata prav, počela ravno narobe, ne, ampak je prepričana, da delata prav, torej ni bilo to neka hudobija, ampak njihovo prepričanje, ne, seveda sta pa s tem prepričanjem močno škodovala meni, ker sem, torej že kot otrok bi naj bil svetnik in duhovnik, ne, to pa če pogledamo, težko katerikoli otrok, sploh pa tak živ po naravi in vedoželjen, kot sem bil jaz, je bilo to nemogoče, ne, ampak torej otroška leta, lahko rečem, sicer mi ni manjkalo ničesar, recimo, ne hrane, ne obleke, ampak drugače sem bil pa res v peklu. No, prej sem omenil, da vaš oče, po katerem imate priimek, ta priimek Ninovski, se ne sliši prav slovensko, ne? Ja, no, se torej po njem torej nisem Slovenec, ne, on je bolgarskega rodu, je pa seveda bil lepi dečko, spoznala sta se pa tukaj, ko so gradili te ceste bratstva in enotnosti, ne,
in na tej terasi je takega močnega, zagorelega, mišičastega moškega spoznala in tako je prišlo do te reciva ljubezni. Tako ste potem tudi vi prišli, ne? Tako, ne. Žal je bilo tako, da je mati vedno v meni, že tudi kot otroko, videla krivdo te svoje širokosrčnosti, ne. In ni mogla sebi upravičiti, verjetno oprostiti, da je šla s tem moškim, ker me je tudi potem vedno pozneje, ko sem prvič mater videl, sem bil 14 let star in tudi takrat rekla, da ni moja mati, da me ni rodila. Jaz se rekel, kako ne, vse piše tu, poglej, imam v rojstnem listu, piše, pravi me ne briga, kaj je tvoj oče cigan, da upisati mene za noter, ne. Vse rekel, mama, se si me ti rodila, se meni on rodil, ne. Včasih so rekli, ne, oče lahko v tej mati pa ne more, ne. Tukaj se je poskušalo zgoditi ravno obratno, ne, ampak to so neke temne sence mojega življenja, ki so pustile pečat na meni, hude bolečine, travme, ki sem jih dolgo skozi otroštvo nisem mogel preboleti. Morda jih nisem nikoli, niti zdaj ne, vendar soočiti sem se znal z njimi in se boriti, da sem z njih šel. Po drugi strani sem pa iz tega tudi doživel veliko duhovnega notranjega bogatstva, ki mi je še potem pozneje v življenju kako bilo potrebno. No, če je bil to na nek način, pa zagotovo je bil pekel v vašem življenju, je bilo na nek način pekel tudi spoznanje, da so vam na nek način veliko bolj všeč moški. Glede na čase, v katerih ste živeli, je bilo to nesprejemljivo. Komu ste se prvič zaupali? Jaz imam pa rajši moške kot ženske. Kdaj ste to sploh začutili? Ja, v bistvu začutil sem že, bom rekel, kar tako v osnovni šoli, ne. Recimo tako kot dečki med sabo, prijatelj, fante reče, le kakaj je ona, paluška, pa tako naprej, ne. Sploh recimo v tisti dobi, recimo, ko začne recimo dekletam tudi, kot so rekli, otekati prsa, ne, da so padle po stopnicah, ne. Normalno fantje opažajo razlike na svojem telesu, ne, in seveda tudi zanimajo razlike, ki se dogajajo pri nasprotnem spolu, ne. Recimo bolj izrazito je prišlo recimo pri telovadbi, telesni vzgoji, recimo, ne vem, pri kakšnem skoku skozi kozo ali na bradlji in tako naprej. Seveda včasih nismo poznali tako dobrih tkanin, tako dobrih krojev telovadnih opreme in vse kaj posvetilo, ne. Običajno pri dečkah kaj bolj kot pri deklicah, ne. In seveda mi je bilo nekako, rekel, sem se začel spraševati, ne, zakaj, ko so prijatelji govorili, so vedno govorili o deklicah, kaj so pri njih opazili, ne, kaj jih je pri njih zburilo, ne. Jaz sem pa opazil, da je to čisto nekaj drugega, da se je pa to dogajalo pri fantih, pri dečkih, ne. Vendar temu takrat nisem podajal toliko pozornosti, v bistvu nekako tista doba, recimo, ko se počne fant zadovoljevati s sabo in ko se recimo o tem pogovarjaš, recimo duhovnik ti je pač povedal, da mora biti vzdržnost, čistost in tako naprej, ne. Ko si se recimo s kom pogovarjal, recimo pa so se odrasli, so govorili, da je to nekaj normalnega v dobi odraščanja, ne. Vendar, ko sem pa videl, da se to stopnjuje, ne samo v tem, da se to zgodi, ampak da tudi takrat, ko ni, da imaš to željo, da misel ti vhaja tja in da se samo tega spominjaš in te recimo to nekako navaja za neko željo, recimo tem pač spolno slo, ne, sem pa začel se mi dozdevati, a je zdaj to normalno ali ni, če drugi drugače govorijo, ne. Potem pa začneš malo spraševati, malo prisluhniti drugim, ne, in ko slišiš, da vsa okolica okrog tebe, torej tisti odrasli, katerim pač nekako smatraš, da moraš verjeti, ker vedo, o čem govorijo, ker pač poznajo stvari, da to ni normalno, da ni moralno, da ni to naravno, da je potem recimo to grešno in tako naprej. Potem normalno, če imaš samo to informacijo, jo sprejmeš kot tako. In moram reči, da smo skoraj vsi, torej, ki smo bili homoseksualno nagnjeni, v tistem času se je pač govorilo samo ta izraz poznal homoseksualec ali pa z žaljivkami. Recimo edini izraz, ki bom rekel, ki je takrat, da ni bil žaljiv, je bil homoseksualec, ampak ta je bil torej medicinsko ovrednoten, ne. Recimo izraza gej se takrat ni poznalo in tako naprej, ali lezbičnost in tako dalje, ne. In seveda se potem sprašuješ, zdaj, pa nisem jaz tudi nenormalen in sprejmeš to, da nisi normalen, ne. Druga informacija, ki si jo dobil, je bilo torej, da je to bolezen, da kdor je pa že takšen, je pa bolan, ne. To se pa da zdraviti, ne? Potem se da pa zdraviti in pol normalno, jaz tudi hočem biti normalen, hočem biti zdrav. Torej, in prva tista pot, ki je bila normalno k zdravniku.
Povrhu tega tudi ocenuješ tako, ne glede zdaj, kaj se zdravnik misli o meni kot človek. Ne? Tega ne bo povedal ali bo skril. Kot zdravnik me mora pa sprejemati kot bolnika. Pomeni, sem pa bolnika enako drugemu, ki ima raka ali kakorkoli drugače. Ne? In seveda, zdaj, večina zdravnikov je to tudi jemala kot bolezen. Ne? Problem je bil že zaradi tega, ker je pač naš, ne bom zdaj rekel, kateri en partijski veljak, ne, ko so se pogovarjali o tem vprašanju, je rekel pač, da socialistični oziroma komunistični deček pač ne more biti takšen prasec, da bi bil peder. Krdel, ne? Točno tako, ja. To je njegova izjava in seveda so je potem tudi, bom rekel, nekako osvojili kot tako. Pa so pa rekli, ja, kaj pa, če pa je takšen, ne? Ja, pol je pa bolan. Ne? Torej, ni kriv socializem, ni kriv komunizem, da je takšen, ne? Ampak je to bolezen. Potem je treba pa zdraviti. Ne? Tako da moram reči, da je tudi, ko že nekako je v Evropi in v Ameriki že medicina izključevala to kot bolezenski pojav, sprejemali so še samo, bom rekel, anomalije, ki so se dogajale, recimo, ali pa tiste, recimo, kot pedofilija in tako naprej. Takšne stvari so še imeli kot medicinski problem iz psihološke strani, tu pa so že nekako opuščali, razen v tistih primerih, če so imele te osebe psihične, čustvene travme, motnje, ne, zaradi svoje nagenosti. Samo nagenost kot taka pa ni bila kot medicinski pojem. Ne. Pri nas pa je to ostalo tudi to. Ne. Čeprav po eni strani dobro, da je, ker si imel potem neko možnost zdravljenja teh traven, vendar tukaj se pa je žal ta sistem izkazal v negativni luči, ker so dobesedno ustanovili program na Kliničnem centru za psihiatrijo in takrat so temu rekli za torej, družbeno, moralno nesprejemljivo obnašanje. Torej, dejansko smo bili v tem krogu istoveteni z kriminalci, z pedofili, z vsemi ostalimi in seveda se ta vzorec iz medicine prenašal potem tudi v vse druge državne aparate, recimo milico takratno. Ne? In seveda, ko sem jaz prišel enkrat zdravniku, ko sem to povedal, ko sem videl, da imam hude težave zaradi tega, so me napotili torej na ta klinični center za psihiatrijo, tam so me vključili v ta program. Tu je bila pa groza, jaz sem v tem programu veliko mojih vrstnikov izgubil, ker najprej, mislim, težko je razumeti, kakšne travme smo sami prestajali. Torej že sama sprejemljivost oziroma nesprejemljivost sprejemanja samega sebe. Že to je za mladostnika, že bom rekel, že normalnih razvoju ta spremembe težko sprejemati. Ne pa še tu, kjer se tudi samo ocenuješ kot nenormalnega, ker te pač družba tako ovrednoti. Ne? Potem te še medicina tako ovrednoti, potem so pritiski družine, ne, ki tudi želijo imeti normalnega sina, normalno hčerko in žal zelo, zelo veliko jih teh pritiskov ni zdržalo, zato je bila v tistih letih izredno velika stopnja samomorov med homoseksualce. Ne. In tudi moji vrstniki, in ko sem jaz to videl, se ko ne, zakaj samo to je edina stvar, drugače sem normalen, lahko študiram, lahko delam vse, zakaj bi morala biti to edina stvar, da bi jaz moral zaradi tega zdaj narediti pa samomor. Ne. Kako pa je šla ta prevzgoja? Ja, to so bili, rekel, od autogenih treningov, autosugestij, raznih načinov, kako se prepričati, torej tudi z audio, video sistemom, so ga že takrat poznali. No, naslednja stvar je bilo recimo vzdržnost, kot so temu rekli, torej da nimaš nikakršnih stikov, nobenih zvez spolnih z nikomer, ne. In tako smo prihajali potem na te tedenske delavnice, kot bi temu rekli, v teh skupinah. In tako je bilo zanimivo, recimo, ko sem prišel v Ljubljano, ker sem se pač moral voziti, ne, ko me vpraša, no, kako dolgo si se vzdržal, pa sem pogledal na uro, se kako je zdaj od Tromostovja do sem 15 minut, ne, je rekel, pa ti si brezupen primer, ne. Jaz sem se takrat mislil, ne, seko, vi ste brezupni primeri, ker ne morete razumeti, da takšen sem in da drugače ne morem biti, ne. In to je bila prednost v meni, da sem se jaz sprijaznil s tem, da sem takšen in potem sem v bistvu se prelevil iz tistega, bom rekel, skrivanje vase, iz iskanja rešitve, sprejemanje samega sebe, prepoznavanje samega sebe, sem šel na drug način, torej v borbo, da smem takšen, kot sem, živeti. In so vas sošolci, ne vem, takrat ste bili verjetno v teh srednješolskih letih ali osnovnošolskih letih, malce kasneje, sprijeli takšnega? Ne, žal je takrat, torej prehitro sem, v bistvu za tiste čase sem bil prenapreden,
kot borec za svoje pravice, sem naletel seveda ne samo na razumevanje, ampak da nisem na razumevanje naletel, ampak sem naletel na nasprotovanje. To se je recimo skazovalo tako recimo z strani takratne milice. Recimo jaz, če sem šel na vlak, nisem smel priti kot nekaj minut pred vlakom, ker če sem prišel prej, je pristopil miličnik k meni, kaj delaš tukaj, kdo sedi osebno, pa čeprav me je vedno preganjal, pa poznal, pa vedel, ker kakor da nosim napis zadaj, jaz sem homoseksualec, ne. Kaj delaš, jaz ko na vlak grem, ja rekel, kdaj imaš vlak, takrat, kaj pa želiš tukaj, a že spet buzerante po sekretih loviš, ne. Ker tudi to je recimo, res je pač, žal takrat v tistih časih je bilo edino tako mesto, kjer so se homoseksualci srečevali, so bila javna stranišča, ne. Recimo ni bilo telefonov toliko, ni bilo sploh recimo mobilnih telefonov, ni bilo interneta, ni bilo raznih forumov, delavnic, klubov, društv in tako naprej. In je to bilo dejansko edini možni način, zato je tudi bilo nekako, so bile te lokacije vedno nekako bolj pod nadzorom, ne. Seveda, bilo je tudi veliko takšnih vmes, recimo, kar se dogajalo, in to so bile tudi moje prve izpostavljanja takrat, recimo, da so mnogi izkoriščali ta strah homoseksualcev pred javnostjo, da so se jim nastavljali, pa čeprav niso bili homoseksualci, zato da so jih lahko izseljevali potem za denar ali jim kradli od zlatnine, od ne vem kaj še vse. Meni se je tudi to zgodilo, pa sem šel na policijo prijaviti, torej na milico takrat, ne, prijaviti in kaj sem doživel, najprej meni rekel, ne, tistemu, ki ime je ukradel, da se moram sleči do golega, ne. In sem se slekel, ne, in posmihovanje in tako naprej, so je rekel, ja pa, a si ti res tak? Jaz sem se, ampak zdaj mene nekaj zanima, a sem jaz prišel prijaviti zdaj svojo spolno nagnjenje, ali sem prišel prijaviti prekršek, krajo, ki se mi je zgodila. To, da sem takšen, že jaz vem, to vedo vsi, tudi vi veste, ne, torej nič novega. Ne vem, zakaj ne morate obravnavati kraje, zaradi česa sem prišel, ne. Ja, moramo ugotoviti v kakšnih okoliščinah. Ne vem, če se je bilo potrebno meni do golega sleči, da bi okoliščine odkrili, ne. No, tudi njemu so rekli, da se mora sleči do golega, ker pač so hteli vedeti, če ima pri sebi skrito to zlatnino, ki mi je ukradel. No, ker se ni hotel, tu smo potem pomagali z pendreki, da se je lahko slekel, ne. No, skratka, na koncu se je potem obrnilo tako, da tudi na sodišču potem je on zaradi tega žena ga zapustila, imel 2 otroka in tako naprej, tudi službo zaradi tega izgubil, ker se je pač, in so rekli, da kljub temu, da sem takšen, ne, tega ne morejo razumeti, ne morejo sprejeti, ne, ampak mi priznavajo pogum, ker sem bil prvi, ki sem si upal priti prijaviti. Ne? Ampak sem povedal, zakaj sem jaz prišel povedati? Jaz sem prišel povedati okoliščine, ker če bi povedal kakor drugače, bi nazadnje spadal jaz kot lažnivec, ampak pomembno je, da se ve, v kakšnih okoliščinah sem bil ukraden. Ne? No, nedavno, ko ste imeli v Trbovljah s svojim partnerjem predavanje o zadevah, ki jih zdaj pripovedujete, ste povedali tudi eno zelo hudo izkušnjo v internatu, če sem si prav zapomnil. Ja. Bili ste posiljeni, kaj ne? Ja. To je bilo to v srednji šoli, ravno po tistem, ko sem iz tega programa v bistvu bil vključen v ta program in ko sem se odločil, da pač v tem programu več ne bom sodeloval, ker v bistvu me nimam za kaj uporabljati, jaz sem se takšen sprejel, naj sprejme tudi družba. Seveda se nekako to potem po internatu in po šoli razvedelo, ne, da zakaj sem hodil na Klinični center v Ljubljano, da sem pač zato, ker sem homoseksualec, čeprav torej z drugimi besedami. In moram priznati, da takrat recimo kot 16-letnika sem imel zelo hude probleme, ne. Recimo jaz se nisem mogel tuširati takrat, ko so se hodili drugi, ker moramo tudi imeti, takrat so bili internati malo drugačni kot danes, ne. Bile so samo sobe, ena skupna kopalnica z 2 tušama, z umivalniki, koriti za umivanje nog. Ker hočeš ali nočeš, recimo, če sem videl točno tako, me je zburilo in zato sem se posluževal, da sem šel se tuširati, ko so se stuširali vsi, zato sem bil vedno deležen mrzle vode, ker do tistih več nikomor ni bilo, da bi se v mrzle tuširal. No in tako tudi nekega večera grem se stuširati pod mrzlo vodo, zadrgam tisto zagrnem plastično zaveso in v nekem momentu se zavesa odgrne, videl sem samo rjavo dekno, ki me je pokrila čez glavo, zvlekli so me ven izpod tuša, me nagnili preko umivalnika, torej zdaj ne vem, ali 1 ali 2, koliko sem pač roke napeli, držali čez umivalnik in potem, zdaj ne moram reči, ali vsi ali kdo večkrat poseljevali, ne. Spomnim se samo, ko sem prišel, ko sem se zbudil, torej iz nezavesti, ležal sem na tleh, omlaki krvi, od zadnjice skozi do pet je bilo vse krvavo,
bil sem ves raztrgan, ne, seveda sem potem dobil poklicali vzgojiteljico, peljali so me zdravnikov, bila mi nudena pomoč in tako naprej. Nastal je potem problem, ko sem se vrnil, ker so mi rekli, zdaj pa je tako, takšen ne boš ti mogel v internatu biti, ne. Ker pa nisem imel staršev, ker nisem imel nikogar, posvojitelji torej so me dali takrat v stran, ker nisem izpolnjeval njihovih želj in upov in sledil njihovim ciljem, sem bil potem po nekaj rejniških družinah. Tako je bilo edina možnost, da ostanem v internatu. Se rekli, če pa želim ostati, moram biti pa tiho, ne, o tem, kar se je zgodilo. Mi je pa rekel, ravnatelj, vse konec, zdaj si sam kriv, prav zakaj pa pozarant. Ste kdaj potem izvedeli, kdo so bili tisti fantje, ki so vas verjetno zbadali? Govorilo se je o tem, kdo so bili. Pa so isto storili z vami, ne? Nikoli, ne. Bom rekel, meni je šele takrat potem nekako prišlo na misel, kako lahko nekdo, ki se ima za heteroseksualca, kako potem lahko poseljuje homoseksualca, ali ni morda potem tudi sam homoseksualec, ne. In recimo šele zdaj v zadnjih letih recimo se nekako razumeva, torej tudi, če govorijo o tem konkretno, tudi analni seks med moškimi, ne. Šele takrat, ko je prišlo nekako ven na površje, da tudi heteroseksualci imajo z ženami ali z ženskami, kakorkoli že, za nasprotnim spolom, tudi analni seks, ne. Ampak zanimivo, da je še vedno danes tudi veliko ljudi, še vedno, ko se o tem pogovarja ali razmišlja, reče, ne, analni seks za žensko, to je normalno, ne, že normalno, ne, za moškimi še pa vedno ne. In vedno, to je en stereotip, ki ga imajo mnogi ljudje, da vidijo samo to kot etiketo, da je samo to biti gej, da biti samo to homoseksualec, ne. To je samo ena od oblike spolnosti, tako kot jo imajo recimo heteroseksualci, ne. Eni imajo recimo samo vaginalni odnos, drugi imajo oralnega, vaginalnega in analnega ali samo vse, ali nič. So ljudje, ne vem, ki so popolnoma aseksualni, pa kljub temu skupaj živijo. In enako je tudi pri homoseksualni populaciji. So pač različne oblike, eni imajo tudi v heteroseksualnem, potrebujejo tudi še spolne pripomočke za enega ali za drugega para ali za oba partnerja. Enako je tukaj. To je pač en segment življenja, ki je intima stvar njih, ne. In mislim, da tudi to niti ni konec koncev pomembno, ne. Pomembni so tisti segmenti gejevskega življenja, ki pa jih ljudje manj poznajo, ne. In to so recimo, poznajo morda nekoga kot geja, da je delavec, sodelavec njihov, ali sostanovalec, ali sosed v večstanovanjskih skupnostih, ne, ampak še vedno je ta etiket, ta plakat, ki ga nekako imajo, dokler ne spoznajo človeka kot osebnost, ne. Jaz sem pa zdaj tudi s to poroko želel izvirati za nekega drugega, pokazati ljudem, da sem eden izmed njih, da sem med vami, tako kot se mi je bilo zelo všeč naslov vaše oddaje Med nami, torej med vami smo in vi ste med nami. Torej, v bistvu težko nas je ločevati v katerihkoli segmentih, razen morda v spolni orientiranosti. Vendar tudi tukaj, če gledamo, smo zopet ljudje. In zato tudi bil moj namen te poroke torej v taki obliki speljati, kot jo mi čutimo. In kar sem opazil po odzivih tako medijev kot ljudje, so nazadnje ugotovili, da smo enaki. Želel sem povedati, da tudi imamo mi čustva, tudi mi čutenja, tudi mi zaznavanja, tudi mi imamo svoje želje, hotenje, cilje, potrebe, tudi žalosti, bolečino, srečo, jok, solza, sreče in žalosti. Kot enako. In recimo zanimivo je bilo, ravno na tem obredu so stale tam ene uslužbenke iz upravne enote, ne, in reče ena, ko so prišla noter in ko je bila ta himna, ne, pred izmenjavo prstanov, pa pravi, joj, kako lepa poroka, ne. In pravi druga, pravi kolegica, čuj, tega pa ne smeš reči, to je registracija, to ni poroka, ne. Mi smo tu le uradne osebe in moramo tako govoriti, ne. No, na koncu, ko je prišla ta izmenjava prstanov za obljube, pri kateri se je Jurčeko malo zalomilo, ne, tudi mene na koncu sem že glih komaj spravil to za obljubo, ki sva je napisala sama in moram reči, povsod tudi v tujini so zaprosili za to, pravi, da je zelo lepo bila napisana, bila je brez tih stereotipov, dokaj ne smrti, luči in tako naprej. Se spomnite? Ja, se spomnim, torej Jure, ja, zdaj se čisto zbeža, ne, ste me zmedli tako na hitrco, ne. Nič hudega, mogoče bova še našla, pa se spomnila, ne. Ja. Kaj je potem še bilo
da me čisto ni to utrgalo, ne. Torej, Ja, v glavnem, lepa poroka, hočem reči, da je ona potem, ko je videla torej ta poljub in to izmenjavo prstanov, je rekla, joj, kako lepa poroka, ne. In ona dve potem, kaj? A ti si prej sama rekla, da moramo reči registracija, ne? Zdaj pa praviš poroka. Ne? In skratko, tudi ta novinarka, recimo iz RTL televizije, na koncu ni zmogla in ko je videla so solze, so jo šle in je začela ploskati, ne, v dvorani. In je rekla, enostavno me je potegnila, spomnila sem se svoje poroke in v bistvu tudi tako so ljudje dojeli, ne? Zato so tudi nekako sprejeli ta izraz poroka, ker v bistvu v vseh atributih sva imela, recimo teh, torej v obredu sva imela ritual poroke. Seveda pa ne smemo pozabiti, da pa zakon, po katerem sem se midva pa registrirala, ta pa prinaša velike razlike od tistega, kakor je recimo klasična poroka med heteroseksualci. Mogoče je prav, da omeniva na tem mestu, da ste vi že nekoč bili poročeni, tudi z vašo partnerko se je zgodilo nekaj podobnega, kot vam bila je posiljena. Ne? Ja. V bistvu tam, ker sem takrat služboval in delal v tistem kraju, sva se spoznala ob kavici in v bistvu vsako jutro sva v bistvu uri imela ona malico, jaz pa tudi, sedela na kavi in tako je beseda, sva se pogovarjala, ne, in prišlo je do tega, da mi je pač tudi potem skozi čas zaupala, kaj se je zgodilo, jaz sem zaupal njej, kakšno težavo imam jaz kot homoseksualec in tako naprej. In potem skozi, rekel, dolgotrajno prijateljstvo, ne, je ona rekla, če poslušaj, rekla, zakaj se pa midva ne bi poročila, ne. In jaz sem takrat sicer bil v eni zvezi z enim prijateljem, torej sva se malo poskušala pogovarjati in pravi, vse to mene ne moti, če se takšen, ne, pravi, a veš, jaz pa, kaj hočem, reka, zdaj z moškim, reka, ker vsak me preko slej hoče v postelj spraviti, ne, reka, jaz pa tega ne morem, nočem pravi, ampak ti pa vem, ti me pa primir pustil, ne, reka, in zato bi rekla, drugače kot človeka, prav te imam pa rada in te spoštujem in tako naprej. In seveda jaz tudi, rečemo takrat, toliko let nazaj, ne bom rekel ravno koliko, ne, koliko sem že star, pred tolikimi leti je seveda normalno bil ta občutek se nekako infiltrirati v to družbo, ne, ustvariti neki navidezni okvir te kvazi normalnosti. Imeti ženo. Tako, imeti ženo, otroke, me bojo pustili primir, vsi bodo rekli, da sem po njihovih merilih normalni. Žena ne. je pa tako vedela, ona je vedela, koliko je ura. Ne? Midva sta se dogovorila, da bova imela vso nekako svobodo spolno, ne glede torej, kako je kdo orientiran, če bo ona še imela željo ali ne. Edino, kar sva rekla, naj dom, ne, naj postane svetinja. Torej, dogovorila sva se, nihče ne bo pripeljal domov, ne, dva sva sama, ne. Seveda, jaz se, ko poročen sem, imel sem močno željo po otrocih, to sem imel vedno, močno željo po otrocih, zato recimo danes razumem recimo tudi druge geje, ki se nekako postavljajo za cilj doseganje torej pravice do posvojitve otrok, torej razumem, ker sem tudi sam imel to močno željo imeti otroke, vendar, če prije do njih, se ko tem pomeni, morajo ti otroci postati dodatna svetinja najine zveze, ne smejo čutiti najine spolne orientiranosti, ne smejo čutiti pomankanje zaradi najinega drugačnega življenja zunaj izven zakona, ne, in to je ta dogovor ostal. In jaz moram reči tudi na tem mestu reči, da izredno spoštujem in cenim mojo ženo, ki se je potem nekako ta prijateljstvo skozi najino zvezo postala torej ljubezen. Ona je se resnično zaljubila mene in moram reči, me je globoko ljubila. Seveda se je pa s to ljubeznijo sama sebe prizadela. Ne? Torej, nehote se je prizadela, ker je pač te ljubezni jaz nisem mogel vračati, ne? Je potem torej bil tisti manko v tej zakonski zvezi, da ni bilo te ljubezni. In skozi to razočaranje, ona sicer morda potem iz ljubezni upaš, da boš lahko spremenil in nočeš več verjeti tistega, kar si verjel prej, ker se to ni zgodilo, sem tudi jaz videl, da je ona nesrečna ob meni in ker je bila ona nesrečna, je tudi to mene onesrečevalo. Ne? Ker težko je živeti z nekom, če vidiš, da je s tabo nesrečen. Ne? Zato sem pač potem bil mnenja, da je boljše, da greva narazen. Žal je ta ljubezen moje ženi nekako ni dajala toliko notranje moči in psihološke, da bi se lahko s tem sama soočila in je nekako to svojo frustracijo prenašala torej tudi na otroke, zato se je
pač podala, recimo temu pač v alkohol in tako naprej, ne. In takrat sem pač videl, da bolj me potrebujeta otroka, kakor pa njo. Če ne morem rešiti iz tega, ker če se nekdo ne dopusti ali pa ni sposoben, ne, jaz sam pa tudi nisem imel niti moči, tudi premlad sem bil, neizkušen, kako bi, ampak rekel sem, za otroke pa moram poskrbeti, ne. No, seveda je pa tu nastal problem, ker sem bil že prej skozi vse posod registriran kot homoseksualec, je seveda bil problem to tudi pri otrocih, ne. Zato najprej so imeli mnenje, da bi se dodelili materi otroci, potem, ko so ugotovili, da mati v takem stanju ni sposobna preživljati, vzdrževati in vzgajati 2 otroka, so se nagibali k mnenju, da gresta otroka v rejniško družino. No, in seveda takrat sem jaz bil proti, se rekel, zakaj mi ne date niti možnosti? Imam ravno tako eno levo in desno roko kot vsaka ženska. Tudi do zdaj v vseh teh letih sem, ker je žena bila brezposelna, sem samo jaz delal, ampak sem dosti dobro zaslužil, da sem lahko preživljal družino. Otroka sta bila pa stara takrat? Torej, nista še bila šolo obvezna. In sem rekel, bom pač nič druga ne bo razlika, bo samo v tem, da bom še vedno naprej otroke preživljal, se ne bom več preživljal ženo. In zdi se mi zdaj licemerno od zakona, da če se ne razvežem, smem naprej še otroke vzgajati, vzdrževati in tako naprej in tudi ženo. S tem, da bom pač otroke prisilil, da boste v takem neprimernem okolju odraščala. Ampak to je potem sprejemljivo, dokler sem poročen. Če pa se ločiva, pa naenkrat nisi več dober, da bi preživljal, ne. No in seveda so potem bile dolgotrajne muke in borbe, torej tudi preko sodišča, in tu moram reči, sem kar ponosen, da sem takrat torej v bivši Jugoslaviji bil prvi gej, ki sem kot torej priznani, klasificirani homoseksualec, dobil skrbništvo nad tema 2 otrokoma. No in če rečem nič drugega, se lahko to reče danes, da sem tudi sam živi dokaz, da lahko otroci zrastejo po družbenih merilih, ki jih še vedno označujejo normalne, torej v zdrave osebnosti. Čeprav jaz še vedno trdim, popolnoma zdrave osebnosti bi lahko bila, tudi če je bila istospolno usmerjena. Čeprav bi mi verjetno potem danes družba pripisovala, da sem jaz prizgojil to istospolnost, če bi takšna bila. Tako sta oba heteroseksualno usmerjena, kar pomeni, da tudi v takih skupine, ker recimo midva jaz sem potem živel s partnerjem nekaj več let skupaj, ko sta bila otroka majhna, jaz sem bil v službi, partner je bil doma in je doma kuhal, pospravljal, skrbel za otroke, šel po njiju v vrtec, jih pripeljal domov, skratka in še danes je za njiju vedno stric, ne, nismo tako, kot se nekdo boji, da bo pa zdaj, ja kak bo pa zdaj, a bo klical enega mama, drugega pa oče, ne, ker še vedno tudi tako kot vidijo recimo v družini, da je nekdo mati in oče, tudi delijo vloge na žensko in moško, ki jih pač ta 2 spola prenašata, tako poskušajo tudi ta obrazec miselno prekopirati, da potem mora tudi med nami tako biti, da mora biti zdaj eden moški, drugi imeti vlogo ženske, ne. Jaz pa nam zdaj, če ocenjujejo to po tej vlogi, da nekdo kuha, pere, šiva, lika in tako naprej, je zato ženska, ker to počne, ker mora to ženska početi, ne. Potem, ne vem, sočustvujem z ženskami, ker jaz, čeprav kot homoseksualec in kot gej, ne ocenjujem tako ženske. In se mi zdi, če danes v tej, torej bi rekel, bolj zreli družbi, kot bi naj bila, če še vedno tako stereotipno delijo vloge na moške in ženske, se mi ženske v tej vlogi smilijo. Ker če mislijo možje, da so ženske zato, da so doma brezplačne gospodinjske pomočnice, kuharice, čistilke, likarice, mož pa je med tem prost in svoboden na kavču ob televizorju in časopisu, ne vem, potem se mi zdi to poniževalno do samih žensk. Jaz žensk tako ne vidim. Celo mislim, da ženske, ki še kljub obsojanju službi, delo ali morda celo poklicni karieri ali pa vsaj pri trudu za napredovanje v službi, še zmorejo v patriarhalni družini vse te obveznosti, ki jih patriarhalni način zveze torej narekuje, spoštujem še toliko bolj, da so sposobne vse to narediti in jih je potrebno samo oceniti, ne pa etiketirati. No, če greva še malce hitreje proti koncu oddaje, namreč približujeva se zaključku oddaje, nekaj kratkih odgovorov še.
Lahko pojasnite, pa verjetno imate to izkušnjo, kako ste spremljali puberteto vaših otrok? Sta imela otroka težavo, zato ker je okolica vedela, da ste vi Dobro, gej? zdaj kot svojim odraščanjem, svojim usmerjenosti nista imela problemov, sta pač odraščala in se soočala za svojo lastno spolnostjo, tako kot se drugi v puberteti, pač ene mečken bolj nose, druge manj, to je pač različno. Problemi morda bil že tudi prej nastajajo, predtem sta sploh sama začela spolno odraščati v zrelosti, je bil odziv okolice, ne. Tu pa moram reči, zato je tudi morda eden teh mojih argumentov, pri katerih jaz pravim glede posvojitev otrok, da nisem ravno za posvojitev otrok, torej ne za vsako ceno. Bi se dalo pogovarjati, bom rekel, o specifičnih primerih, ampak zato bi moral biti sodišče, center za socialno delo, da bi se za vsak primer posebej odločalo. Ne, da sem proti, ker se mi zdi, da še vedno, tako kot je recimo naš novi župan rekel, da se mu zdi bolj primerno, da živi v taki zdravi skupnosti otrok, tudi če je istospolna, kakor pa recimo v nekje, kjer je vedno prisotno psihično in fizično maltretiranje, alkohol in tako naprej. Ne, je bolj sprejemljivo. Vendar ravno iz tega, kako sta recimo moja otroka to prenašala, recimo včasih posmehovanje, sploh mislim, sin je tukaj več doživel. Recimo, kaj mislite, kako je bilo sinu, ko mu je rekel, čuj ti, a te tvoj ati kaj nategne, a mu daš kaj ritko in tako naprej, ne? Mislim, to so tiste stvari in ogromno časa je trajalo, da je lahko moj sin razumel, da nisem jaz kriv. Mislim, od začetka je vedno krivil lahko samo mene, ne? Zajebavajo me zaradi tega, ker je oče tak, zato ker je oče tako usmerjen, zaradi njega me, ne, dokler ni sam za svojo zrelostjo in odraščanjem ugotovil, da nisem jaz kriv, ampak je družba kot tista, ne sprejema mene in zdaj kaznuje njega. In prav žalostno je recimo, da razumeš nekako, če mene ne morejo sprejemati kot geja, da šikanirajo mene, da obsojajo mene, se mi posmehujejo, ne? Da pa recimo nekoga iz svojih vrst, heteroseksualca, ne, ravno tako ožigosajo in očrnijo, je pa problematično. Mi smo recimo drugorazredni dostikrat za družbo ali pa celo še več kot drugorazredni državljani, ne? Nihče pa ne pomisli, da s tem ustvarjajo tudi naše sorodnike, recimo v tem primeru moje otroke ali pa recimo naše starše, naše brate, sestre, sorodnike, tudi drugo in tretje razredne. In da tudi oni čutijo te pritiske, recimo te družbe. Res, da danes vedno manj. Vendar dosti manj bi jih še, če bi zakonodaja bila urejena tako, da če bi zakonodaja omogočila enakopravnost, torej nas z heteroseksualcemi, potem tudi lažje vplivaš na družbo, ne, in jo prevzgojiš skozi zakonodajo, da sprejema to kot sebe enakopravne. Tako pa zdaj, če te že diskriminira zakonodaja, kako potem pričakovati od družbe, da te ne bo? In žal moram pa reči, da je še družba kljub temu veliko manj homofobična, kakor je naš zakonodajalec. Ne, vsaj po sklepu teh odzivov, se pravim, jaz imam v Laškem svojo taksi službo in recimo je tu velika razlika, ker recimo, če si ti v nekem delovnem okolju, neke tovarne ali pa nekem v oskem krogu sodelavcev, če so te zaradi tvojih delovnih in službenih kvalifikacij sprijeli kot takega, te pač morajo tudi s tem nagnjenjem, da si kot takšen, ne? Ampak hoče ali norejo majhne kolektive, te pač morajo sprijeti, ne? In tam ga sprejme recimo tako, ne vem, grejo skupaj na malico, skupaj, ne vem, po plačo, skupaj so na banki, skupaj grejo v trgovino nakupovati, so nekako infiltrirani, so del njih, ne? Tukaj pa zdaj zakonodajalec pa ravno dela nasprotno, pa hoče ločevati, da smo drugačni. In če bi se to ljudje tako sprejemali, potem bi se meni verjetno pri mojem prometu poznalo, ker tukaj pa je, da se lahko stranka odloča in če bi nekaj rekla, aha, zato ker je pač gej, se pa z njim ne bom peljala, bi šla pa konkurenci, pa k drugi taksi službi, pa se to ni zgodilo. Pomeni, da je to dokaz, tudi recimo ta izraz, ki ga uporabljajo poroka, pomeni, da so vse atribute sprijeli kot takšne, kot normalne, da je dejansko zakon tisti, ki ustvarja. Seveda zakon je pač na osnovi političnih barov narejen, sicer drugače, recimo, če pogledamo tudi v tem pravilniku, ne vem, če ste brali, ne, piše, da je zakon takole, da načelnikom upravnih enot prepušča odločitev o kraju, času in načinu izvedbe. Prosim, mislim, če je zakon narejen za neko celotno državo, velja po Republiki Sloveniji, potem je nelogično,
da bi lahko v vsaki občini zdaj drugače si predstavljali ritual. Ampak to se je zgodilo, mi smo dokazali s tem, kako je bilo v Ljubljani, kako je bil v Laškem. In zdaj se recimo sprašujejo, kateri je zdaj pravi, kateri ni prav. Zanimivo je, da sta oba prava, ne? Ker sta oba narejena po zakonu. Ampak ravno zaradi te fleksibilnosti, nedorečenosti, zato je prišlo v bistvu... Torej še veliko dela, ne? Dosti da nas se še bo čaka, ne? to spremenilo. Samo to ni problem, ne? Najhujši je recimo problem zakonodaje, ne? Ker pogledajte recimo zdaj čisto konkretni primer. Recimo, da sva zaposlena vsak v drugem podjetju, pa recimo eden od partnerjev zboli. Je bolen in potrebuje za njega pomoč. Recimo zakon, ZRIPS, kot se imenuje Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, nalaga partnerjema, da sta dolžna skrbeti drug za drugega, si v bolezni pomagati, negovati, oskrbovati in tako naprej. A zdaj pa greš ti k zdravniku in potrebuješ bolniški stalež za nego svojega partnerja, ga pa ne dobiš. Ker po zakonu nisi torej družinski član, po tem zakonu ne dobiš statusa družinskega člana, nimaš možnosti. Ali recimo, moj partner je brezposeln. On mora iti zdaj na občino, se prijaviti kot brezposelna oseba in biti zavarovan kot občan, brezposeln tako kot recimo vsi, tudi brezdomci, klošar in tako naprej, ga jaz po zakonu ne morem zavarovati kot družinskega člana. Potem recimo, v primeru zdaj, da moj partner je brezposeln, sem ga jaz dolžen preživljati. Recimo, da se midva torej razveževa, torej da prekiniva partnerski odnos najin, sem ga tudi po tej prekinitvi, torej ali pa razveze, če tako imenujeva, dolžan preživljati, če nima lastnih sredstev in ni sam kriv, da ni brezposeln. Sem ga dolžan. Zdaj pa recimo, isto je tudi pri heteroseksualnih zakonih. Recimo, če bi v razvezi moja žena ne bila sposobna se preživljati oziroma ne imela sredstev, si jo ti po razvezi dolžen ima preživnino. In v primeru recimo, da bi moja žena imela prej preživnino, zdaj bi pa jaz recimo umrl, bi recimo imeli otroci, če so torej še šoloobvezni, pravico do družinske pokojnine. Ona bi imela ravno tako pravico do družinske pokojnine, ker je uveljavila pravico do preživnine. Moj partner pa ima pravico za mene preživnino, tako med trajanjem zveze in po zvezi, ampak ko umrem, pa ni upravičen do pokojnine. In mislim, veliko je teh, recimo, ali pa v zakonodaji, recimo jaz sem mojega partnerja zaposlil v mojem podjetju, ampak jaz sem moral dati klasično na Republiški zavod za zaposlovanje razpis z razpisnimi pogoji. In če bi nekdo bolj ustrezal, pa ga ne bi zaposlil, ima pravico se pritožiti, zakaj ga nisem sprejel, ker mojega partnerja ne morem zaposliti po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ker mu ni priznan status družinskega člana. In mislim, teh primerov zakonskih je še ogromno. Mogoče je pa tu v tem momentu primerno, da preberete za obljubo, ki ste jo dali. Mislim, da sem jo našel, ne? Ja, dobro. Jure, s tem prstanom, znamenjem ljubezni zvestobe, te sprejem za svojega življenjskega sopotnika v dobrem in slabem. Obljubljam ti, da sem po svojih najboljših močeh trudil najino zvezo ohraniti srečno. To ste dejali Juretu. Pa me še tole čisto ob koncu zanima, kako pa so Juretovi starši sprijeli vajino zvezo? Zveza namreč traja, mislim, da 3-4 leta. Ja, že 5 leto. 5 leta. Ja, že 5 leto. No, od začetka, normalno, tako kot vsi starši, najprej so morali njega sprijeti, kot takšnega, ne. Potem Jure je imel za sabo nekaj kratkotrajnih nesrečnih zvez in seveda... No, mimo grede, Jure je Trboveljčan, ne? Trboveljčan, ja, Trbovelj doma, ja. In seveda, normalno, starši, bom rekel tako, ne, od začetka so morda težko razumeli, da je ta ljubezen enaka oni ljubezni, ne. In zdaj recimo, če bi morda on imel kar enega takrat partnerja, pa z njim bil, bi to verjetno hitreje morda sprejeli, ne. Tako pa, ker je tudi iskal ustreznega partnerja, s katerim bi se ujela, je v bistvu dejansko tako kot morda neki fant išče ustrezno dekle ali dekle ustreznega fanta in menja nekaj partnerjev, pride najde pravega, ne. Oni so se morda to ocenjevali kot je skakanje s cveta na cvet in smisla, zdaj že takšen, ne, pa zdaj, da bo še tako dede vlačil hiši, ne. Zato je tudi bila morda na začetku enaka reakcija, ko so mene pripeljali, ne, ko je mene pripeljal domov. No, potem pa, ko so videli, da to traja nekaj mesecev in tako naprej, moram reči, so me sprijeli kot, sicer bom rekel tako, kot partnerja njegovega, ampak še vedno, kaj pa sva midva, je pa to najna intimna zadeva, ne. Moram reči, zelo lepo, najboljna je sprejela stara mama, prva in tudi tista je pripravljala skozi teren tudi z mamo in z očetom, da smo nekako spostavili, bom rekel, res prijateljske odnose, med sebojno se obiskovali, rojstne dneve in tako dalje. No, mečkene zdajle je bilo krize,
ki pa razumljiva, ko je bilo ta medijski pomp in tako naprej. One so želeli, pa dobro, to je vajna stvar, zakaj morate to ven iti. Normalno, da je bil šok, če te nekdo tam pokaže časopis na naslovnici, kjer sta, recimo, kot je bil direktor in tako naprej, te vidijo na televiziji, zakaj je bilo treba to iti ven v javnost. In povedal sem, tu je predvsem zaradi borbe za naju dva. Jaz želim recimo nekako pač po naravni poti, če bo šla, bi naj torej jaz malo prej morda zapustil tole zemljico, kakor pa moj partner, in želim ravno te probleme, ko sem jih prej glede pokojnine, preživljanja in tako naprej, zagotoviti mu neko socialno gotovost. Seveda se mi je pa težko boriti proti taki inštituciji, aparatu, kot je država, brez podpore javnosti, brez podpore medijev, ki bodo znali plasirati te probleme in te novice v javnost, da bodo lahko tudi javnost pravilno ocenila, da nas lahko podpre, da imamo rekel, upravičene zahteve po enakopravnosti, da ni to nekaj, da iščemo zdaj neke privilegije. To niso privilegije, ampak se mi zdi osnovne pravice, ki jih potrebujemo. Zato je pač bilo potrebno iti v javnost. In to razumejo tudi. Zdaj razumejo in to v bistvu to smo nekako uskladili, čeprav vem pa, da še vedno pa malo koga strese, kot te vidijo na televiziji. Tudi se opazijo, zdaj recimo, ko grejo po cesti, da se ljudje ozirajo za njimi, jih pogleduje in tako naprej. In je neprijetno, čeprav po drugi strani pa opažam, mislim pa, da so ponosne na naju, da so to storila. Čeprav moram reči, zakaj pa morate vidva, pa zakaj glih vidva, pa ne bi to nekdo drug. Ampak taki smo, Ampak če bi to vedno čakala, tudi midva danes ne bi imela danes te oddaje, midva tudi danes mi ne bi bila poročena, ne bi imela tega obredanja, če bi čakala, da bo to naredil nekdo drugi. No, upam, da se ne motim, ampak zdi se mi, da vam prijateljstvo veliko pomeni. Meni ste kot posvetilo v svojo knjigo Poleti v svobodo zapisali lepe besede. Lepa beseda je za prijateljstvo večji zaklad, kakor najlepše brušen diamant. Drži? Drži, ker diamant lahko gledamo, lahko ga občudujemo, lahko ga shranimo v predal, ampak zopet moramo iti tja, če ga hočemo videti. Če smo pa sprejeli prijateljsko toplo besedo, pa ta potuje vedno z nami, kjerkoli smo. A bi nam prebrali kakšno pesem iz vaše prve knjige, druge? To je moja prva knjiga, Prvenec. Mogoče na kratko, zakaj je sploh nastala? Koliko časa je nastajala? Ja, v bistvu je nekako zdaj, bom rekel, prerez mojega življenja, občutkov, nastajala skozi daljše obdobje, je pa zdaj nekako tudi iz teh novejših, bom rekel, zrelejšega obdobja nekoliko več del v njih. In ko sva ravno govorila o prijateljstvu, bi prebral eno pesem, ki sem jo napisal v spomin na prijatelja, ki je bil glavni mecen, financer te pesniške zbirke, ki pa je žal ravno zaradi vseh pritiskov družbe, okolja, ni bil tako močan, kot sem sam, in je naredil samomor. Čoln za dva. Z dobro jutro me pozdravljaš, za prijatelja naslavljaš, ljubezen neskončno zagotavljaš, za glino v roke moje se poklanjaš. Kje si, ko se zjutraj brez moči zbudim? Kje si, ko ob sebi si prijatelja želim? Kje si, ko po ljubezni tvojih hrepenim? Kje si, ko namesto gline kamen v rokah držim? Za meni pomoč so čolnu vsi na mojo stran zdevjali, v ihti svoji med valove čoln so pognali. Pa želel ob sebi le tvojo sem bližino, a ti, kot mnogi drugi, izginjaš med večino. Res lepo, čestitam, lepa pesem in mislim, da škoda, da ob koncu daje še kaj sploh izgubljava besed, pa bi kar s tolo vašo pesmijo končala. Se strinjate? Da bi še tole hvalo sem želel nameniti vsem populacijam, vsem usmerjenim, ker se mi zdi, da premalo krat uporabimo to besedo, pa bi za to besedo tudi zaključil. Hvala. Dež nima tako nežne dlani, kot tvoji so dotiki. Meglicene mehkobe, kot mi usta tvoja,
dajejo poljube. Sonce ne moči v žarkih svojih, kot je toplota tvojega srca. Ne nose zemlje cvetlice, ki tako močno mi dehtela, da omami me, kot omamlja me iskra tvojega pogleda. Če v vulkanskem ognju iskal ljubezne bi topline, med vilami srčne bi vrline, če preplaval v valovih morske bi globine, na krilih ptic preletel v vetru neba širine. Ne našel bi moči ljubezni tvoje, ne okusil sreče, ki jo prinašaš v življenje moje. Ne poznam besede, ki bila bi večja, kakor hvala, da izrekel bi jo za vse, kar tvoja ljubezen mi je dala. Zato naj poveti vse, ta neznatna beseda. Hvala. Izrecite se jo. Gospod Aldo, tudi vam hvala, da ste bili naš gost. Veliko ljubezni v krogu družine, če lahko tako rečemo, skupaj z Juretom vam želim. Bodite srečni. Hvala vam, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam, da ste me povabili. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, za pozornost. Lahko noč.